Prostor je dobrina in le če bomo z njim ravnali premišljeno, bomo našim potomcem lahko mirno pogledali v oči. V vladi smo se s koalicijsko pogodbo zavezali, da se bomo resno lotili izzivov družbeno-prostorskega razvoja Slovenije. Za katere vrednote nam gre? Obljubili smo policentrični razvoj. Širša mestna območja bomo povezali v logično celoto. Podeželju pa omogočili kakovostnejše in dostopnejše javne storitve. V prostor bomo posegali kar se da premišljeno. Verjamem, da pred dnevi sprejeta strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 pomeni prav to. Skladen razvoj Slovenije in povezanost vseh njenih prebivalcev. Nova dolgoročna strategija prostorskega razvoja je nastajala več let. Vključenih je bilo 850 deležnikov z vseh ravni upravljanja in načrtovanja prostora, od občin in razvojnih agencij prek izobraževalnih in stanovskih organizacij do nevladne in splošne javnosti. Nastalo je 26 strokovnih podlag, izpeljanih je bilo 48 javnih posvetov in 10 delavnic. Z novo strategijo vzpostavljamo odgovornejši odnos do prostora. V njej upoštevamo aktualne izzive urbanizma, podnebnih sprememb, stanovanjske oskrbe, trajnostne mobilnosti, prehranske in energetske samooskrbe ter vpetosti v mednarodni prostor. Okrepljena bo vloga slovenskih mest. Strategija zagotavlja podlage za kakovostnejše urbano življenje. Omejili bomo škodljive trende prostorskega razvoja, zlasti suburbanizacije in periurbanizacije. Stihijski prostorski razvoj namreč finančno močno obremenjuje državljane in gospodinjstva, občine in državo. Zgolj ustavitev negativnih trendov ne bo prinesla želenih rezultatov. S konceptom širših mestnih območij razvijamo bolje integrirane rešitve javnega potniškega prometa. Pri tem tesno sodelujemo z ministrstvoma za infrastrukturo ter okolje, podnebje in energijo. Poskrbeli smo že za enotne vozovnice, povečali obseg javnega potniškega prometa ter kupili nove vlake. Strategija do leta 2050 postavlja strateško podlago za zeleno infrastrukturo. Na ministrstvu že zdaj aktivno sodelujemo pri pridobivanju kohezijskih sredstev za urbane prenove ter urbane zelene sisteme. Obenem pa strategija na podeželju krepi prostorsko identiteto, ki je bila v preteklih desetletjih vse bolj razvrednotena. V sodelovanju z urbanistično stroko smo že pripravili priporočila za odlok o urejanju naselij in krajine. Smernice so odlično izhodišče za pripravo konkretnih urbanističnih ter krajinskih rešitev na manj urbaniziranih predelih Slovenije z namenom ohranjanja vizualne identitete ter dviga kakovosti bivanja. Prostor je dobrina in le če bomo z njim ravnali premišljeno ter obenem znali varovati naravo in naravne vire, se bomo lahko pogledali v ogledalo zgodovine. Predvsem pa bomo lahko našim potomcem mirno pogledali v oči.